Frekvenca za logistiko Slovenskega logističnega združenja. Doktor Seljak, naslov vašega predavanja je bil Kakšna je naša težava v Evropski uniji in kako jo odpraviti. Kakšna je naša težava? Jaz mislim, da je naša težava predvsem v tem, da smo na nek način zaspali na 500-letnih evropskih lovorikah oziroma praktično 500-letni naši prevladi v svetu, taki in drugačni. Jaz seveda razmišljam predvsem o ekonomski prevladi, ki se nepreklicno končuje. Evropa je še v sredini 90-ih let, pred 30 leti, prispevala kar 35% k globalnemu družbenemu bruto produktu, danes je to samo še 15% in se naprej žal nahaja v prostem padu. Kitajska prevzema čedalje bolj pomembne pozicije, ZDA se v tem procesu bistveno boljše znajdejo, Evropa pa dejansko izgublja na konkurenčnosti in jaz pravim, da se kar naprej nahajamo še v coni udobja, da se sončimo na plaži, ampak samo še ob zahajajočem zahodnem soncu, medtem ko z vzhodne strani prihaja velik cunami, ki je čedalje večji in bo zadev naše obale in je treba začeti teči v ta pravi smeri. Ali je bil razlog, da nekoliko zaostajamo tudi ta prehod v ta zeleni prehod? Smo to naredili prehitro, preveč agresivno? Naredili smo predvsem nekonsistentno. Nekako se gibljemo v zadnjih 20 letih v Evropi nefunkcionalno med nekimi vizijami, kot je bil tudi zeleni prehod, ampak istočasno za nesposobnostjo njegove primerne eksekucije, ki bi podprla tudi domačo evropsko industrijo, da bi na tem zrasla in potem globalno te tehnologije tudi lahko prodajala. Namesto tega to delajo vzhodne tehnologije in podpiramo njih namesto nas. Oziroma smo na drugi strani realizirali nekaj, kar seveda ni imelo svoje vizije in zato ne skupnega sinergičnega pomena in zeleni prehod je bil pravzaprav tipično tak. Deklarirano z nekimi željami, prvi kontinent do leta 2050 brezogljičen, zelen, istočasno pa nismo na pravi način sestavili skupaj Evropsko komisijo, vlade posameznih 27 držav vse, v neko resno strateško zavezništvo z gospodarstvom, najbolj prebojnim na teh segmentih, absolutno z univerzami, izobraževanjem, najbolj prebojnimi razvojnimi inštituti in vsemi ostalimi resursi, s katerimi razpolagamo na tem področju, ki imajo sposobnost eksekucije takih vizij. In posledično smo v absurdnih situacijah, ko 5-10 let po teh deklarativnih programih, leta 2030, Bruselj govori o potencialnem vračanju nazaj, recimo v avtomobilski industriji, k motorjem z notranjim izgovarjanjem, torej k ogljičnim tehnologijam. Res neverjetno in porazno in delamo resnično popolnoma nekonsistentne, kontraproduktivne poteze, ki enormno škodujejo naši konkurenčnosti. Ogromne izgube resursov. Torej, kaj se bo zdaj spremenilo v zvezi s tem zelenim poročanjem, zelenim prehodom? Na katero pot gremo zdaj? Dobro, v tem kontekstu je zdaj predvsem veliko govora, ampak jaz bi to rekel, da je to neka operativna ravn, še zmeraj, o dereguliranju, deadministriranju, debirokratizaciji in tako naprej, postavitvi določenih postopkov, kjer smo si absolutno nabrali neke regulative, ki seveda enostavno omogoča pri našem gibanju naprej fleksibilnosti, ki povzroča enormne stroške brez kakršnega koli učinka na tej operativni ravni. To je seveda potreben pogoj, ne pa zadosten pogoj. Resni, nujno potrebni premiki so na tem polju strateškem poenotenja na segmentu vizije in potem postavljanja strukturiranja vseh kompetenc in resursov skupaj na ta prav način, da bomo te vizije prihodnje lahko realizirali. In pa poleg seveda stroškovne učinkovitosti, produktivnosti, kjer smo ob tem še enormno zaostali v digitalizaciji in umetni inteligenci, ki bo prednostno produktivnost poganjala,
smo nekako zastali tudi na področju inovacij, kreativnosti. Jaz bom pa enostavno rekel na področju lakote po uspehu. Enostavno je bilo predobro, predolgo časa in zgleda, da smo se kar navzeli občutka, da bo tako tudi naprej, ne glede na to, kaj bomo počeli ali pa ne počeli. Ne bo. To obdobje se je dokončno končalo. Naša konkurenčnost rapidno pada, izgubili smo globalni tržni delež iz 35% na 15% in si moramo priznati, da bi morali biti v obdobju kriznega menedžmenta, ko so potrebne resne, radikalne, hitre spremembe na področju vizije, strategije, njihovega poenotenja in pa tudi prestrukturiranje poslovnega modela, če tako pogojno rečem, same Evropske unije, ki je enostavno preživeti. Evropska unija, tako kot je danes, je nefunkcionalna in se ni sposobna spoprijeti z današnjimi geostrateškimi izzivi. Kako se bo spopadala s temi problemi evropska avtomobilska industrija in posledično tudi slovenska, ki dobavlja evropski? Tam okrog leta 2005, dobrih 20 let nazaj, smo bili v nekem prelomnem obdobju, tudi v Hidrii smo to takrat čutili v slovenski avtomobilski industriji in poskušali smo razumeti to prihodnost, ki je pred nami do leta 2030 in na podlagi takih in drugačnih študij zelo jasno ugotovili, da je prihodnost električna, da bo v kratkem času 10-15 let sledil kompleten prehod in smo se na to začeli pripravljati. Nadgradnja tega emisija Gremo, Green Mobility, ki zdaj 5 let deluje z jasno definiranim strateškim razvojem ključnih prebojnih inovacij na področju elektromotorskih pogonov, hranilnikov energije, ekstra lahkih materialov z litin in tako naprej. Na to smo se pripravljali, to smo vlagali, rasli in za razliko od Evropske unije, politike, nemške avtomobilske industrije, žal, ki je verjela, da do tega ne bo prišlo napačno, so seveda velike korake v tej smeri naredili predvsem na Kitajskem in rodil se je seveda jasno prevladujoči dizajn električnih vozil prihodnosti in nujno je vzpostaviti konkurenčnost na tem segmentu tega novega dizajna, najprej zato, da bomo sploh obstali, da bomo lahko postavili ta osnovni most v prihodnost. Istočasno je pa treba tako, kot so Kitajci z električnimi vozili izpodrinili vozila na motorje z notranjim izgorevanjem, razmišljati o tem, kaj je prihodnji dizajn po električnih vozilih, ki bo dejansko okolju prijazen, kar električno vozilo z milijoni ton litij-ionskih baterij nikakor ni, ki bo okolju dejansko prijazen, ki bo seveda funkcionalen v odnosu do kupcev, ki bo konkurenčen in ki bo inovativen, zelo drugače kot danes. Jaz ne vem, bo to vozilo gnano na polnjenje z elektriko iz ceste, brezžično med vožnjo na superkondenzatorje, a bo to moderni motor z notranjim izgorevanjem na pogon s čistim zelenim vodikom, a bo celotno vozilo gnano za neko mikronuklearno atomsko baterijo z zadostno energijo za naslednjih 50 let. V to se bo pač treba ustrezno poglobiti, skoncentrirati in zbrati potrebne razvojne resurse skupaj, ki so sposobni takih velikih preskokov. Torej v Hidrii se pripravljate na vse te možnosti? V Hidrii smo šli intenzivno naprej, še posebej na področju električne mobilnosti. Tudi vodikove tehnologije v eno smer z gorivnimi celicami pomenijo pravzaprav samo proizvodno elektrike on board namesto iz ceste ali pa kjerkoli drugje. Tudi elektrika iz ceste še zmeraj poganja elektromotorje v vseh teh primerih, kar pomeni še vedno našo prisotnost tam. V primeru zelenega vodika in motorjev z notranjim izgorevanjem imamo vse kapacitete za to že razpoložljive. Kaj bo pomenila baterija, atomska, nuklearna, spet električno energijo iz enega druga vira, pa pogonski elektromotor. Tako da ja, v tem kontekstu smo pravzaprav prisotni v vseh teh potencialnih mainstreamih prihodnosti in jih celo sokreiramo, soustvarjamo skupaj z našimi partnerji po celem svetu. V Hidrii boste selili en del svoje proizvodnje, predvidevam tudi v Savdsko Arabijo. Zakaj natanko tja in kaj selite tja? Ne gre za selitev proizvodnje, gre za krepitev
naših pozicij za to, da bomo lahko to proizvodnjo, ki že danes obstaja v Sloveniji, in zadržali in še naprej dogradili. Zato je pa potrebno seveda braniti se ne samo znotraj Evropske unije, pa znotraj Slovenije, ker je to premalo, ampak je treba pozicije proaktivno zavzemati zunaj. In v tem iskanju globalno najbolj konkurenčne pozicije, stroškovno, kjerkoli na planetu, zato da bomo lahko parirali tem prihajajočim izzivom, smo to najbolj globalno ugodno stroškovno pozicijo trenutno našli v Saudski Arabiji. Na marsikaterem segmentu, na razpoložljivosti prostora, zemljišč za dolgoročni izjemno konkurenčni najem, na segmentu izjemno konkurenčne zelene iz obnovljivih virov pridobljene energije, kar pomeni, da bomo najnižji po vsebnosti CO2, z izjemno finančno podporo se strani njihovih razvojnih bank na dolgi rok in še marsikaj, in pa seveda z njihovo ambicijo, da znotraj Saudske Arabije same hitro zgradijo kapacitete za proizvodnjo 1 milijona električnih vozil, medtem ko cel ta arabski del, vključno Saudsko Arabijo, Emirati, zalivom, pa tudi potem Severna Afrika, tja do Maroka, že danes proizvaja blizu 2 milijona vozil, kar bo vse šlo v električna, kar pomeni, da pravzaprav s tem predvsem naslavljamo njihov prihodnji domači trg, ki bo pa zagotovo ponudil tudi določene priložnosti za izvoz in na ta način krepimo naše evropske, slovenske pozicije. Torej, kaj natančno gradi zdaj Hidrija v Saudski Arabiji, bo gradila? V osnovi se v Saudski Arabiji že gradijo kapacitete za proizvodnjo električnih vozil, za njihovo domačo blagovno znamko SIR, z ameriško blagovno znamko Lucid, ki ga je pa večinsko prevzel saudski PIF. Diskusije potekajo še z drugimi 3 proizvajalci električnih vozil, da začnejo tam proizvodnjo. Ne obstaja pa nikakršne dobavne verige, ki je predpogoj za stroškovno učinkovitost teh proizvodne vozil. In ko smo razmišljali o pozicioniranju s Hidrijo, tam na proizvodni statorje in rotorje za elektromotorje, smo najprej ugotovili, da enostavno seveda ni osnovnih surovin, ki jih mi za to rabimo, to je pa elektrojeklo. In smo se zato organizirali znotraj Gremo na elektromotorskem segmentu najprej skupaj v partnerstvu z SIEM, ki že zdaj podpira naše proizvodnje v Sloveniji, da najprej oni začnejo postavljati jeklarno, pomeni visokotehnološko proizvodno elektrojekla v Saudski Arabiji, kot rezultat česar smo po enoletnem intenzivnem skupnem sodelovanju podpisali za saudsko vlado v januarju letošnje leto pismo o nameri za realizacijo tega projekta. Računamo, da bomo to zaokrožili dokončno v roku od 3 do 6 mesecev, ta dokončni dogovor, s ciljem, da se ta jeklarna s kapaciteto 1 milijona ton začne graditi nekje začetek ali pa v najslabšem slučaju v drugem kvartalu leta 2026. To se pravi slovenska industrija jekla, Tako, Hidrija pa potem... Hidrija pa potem na tem elektrojeklu pa Domel, Iskra, mehanizmi, Kolektor, vsi, ki smo prisotni v elektromotorski proizvodnji, seveda lahko konkurenčno naprej postavlja potem ta manjkajoči del med elektrojeklom pa statorjem, rotorjem, motorjem, ki potem gre v končno izdelana električna vozila. Torej, cel nekakšen grozd, cela veriga slovenskih podjetij bo ustvarjala tam. Tako je, razpolagamo z izjemnim znanjem, tehnologijami, prebojnimi, inovativnimi rešitvami, ki so za ta del sveta izjemno zanimive. Ne moramo biti iz Slovenije konkurenčni zaradi številnih faktorjev za to, da bi lahko ta del trga od tukaj zajeli. In s tem namenom se postavljamo tja, z ciljem, da to naredimo prvi pred kitajskimi, korejskimi in ostalimi konkurenti. Torej, kaj bi se moralo zgoditi v tem poslovnem okolju Evropske unije ali pa Slovenije, da bi mogoče pri nas gradili en tak grozd in neko tako verigo? A so to davki? Kaj točno? V osnovi
se bo predvsem morala ta Evropa začeti sestavljati skupaj kot Evropa, kot ena celota. Ne? Mogoče smo že kdaj govorili o tem, ali pa sploh nismo, da bi morala biti celota 27 držav članic bistveno več, kot je samo seštevek 27. Danes smo žal priča situaciji, ko je celota bistveno manj, kot je seštevek teh 27, ker vsak leti v svojo smer. Najprej moramo to doseči, da bomo ne presojali razne koncentracije, prevzeme posameznih firm med posameznimi državami. V tem kontekstu je prevelika koncentracija znotraj Evrope in je s tem naša konkurenčnost ogrožena, ker izgubljamo na konkurenčnosti na globalnem nivoju. Mi obratno, namesto da preprečujemo vzpostavitev velikih evropskih firm, ekosistemov, ki bo lahko konkurirali na globalni ravni, to naprimer preprečujemo. Tukaj bo treba narediti ogromne spremembe, pogledati Evropo kot celoto, trg 12-13 milijonov vozil kot kritično maso za vzpostavljanje novih tehnologij, prebojne inovacije ponovno podpreti v smislu nove generacije vozil po električnih vozilih po letu 2035-40 in zatem brez dvoma, kot ste omenila, tudi vzpostaviti konkurenčne celovite pogoje, med drugim tudi izjemno pomemben element stroškovne energetske učinkovitosti proizvodne, distribucije energije in vsega ostalega, ker vsa energija, tako in drugače, tudi digitalizirana in avtomatizirana, je še zmeraj podprta z energijo, ki enostavno mora biti konkurenčna. Če ne bo konkurenčna cena, kot zdaj absolutno ni, tudi industrija enostavno ne more biti konkurenčna in zato nima tukaj svojega mesta. Koliko je k tej odločitvi doprineslo tudi dejstvo, da je pač v Združenih državah Amerike zmagal Donald Trump? On je seveda napovedal tako imenovani drill baby drill, to se pravi, oni bodo črpali nafto še naprej in zdaj uvajajo tudi carine. Je bil to nekak pospešek k taki odločitvi? Mogoče pospešek, ampak te strateške odločitve so bile sprejete daleč prej, gre za ključne strateške velike megatrende. Mogoče se zdi, da ta situacija zdaj na nek način daje zavoro na zeleni prehod, na zavoro na električno vozila prihodnosti. Mi smo že daleč preko tega zdavnaj. Kot rezultat izjemnega razvoja na litij-ionskih baterijah, ki predstavljajo 40% vozila stroška in teže in se njihova cena razpolavlja že vsaka 3-4 leta. Smo danes v situaciji, ko so električna vozila že ob samem nakupu, kaj pa šele potem v obdobju trajanja njihove uporabe v naslednjih 10 letih že bistveno stroškovno učinkovitejša, kot so to vozila z motorji z notranjim izgorevanjem. Ta razlika v njihovi konkurenčnosti se bo skozi prihodnja leta samo še povečevala, tako da ne gre zdaj samo za zeleni kontekst, gre za marsikaj več, gre enostavno za konkurenčnost in za nujnost tega, da gremo naprej v smeri naprej, ne pa da gremo naprej v smeri nazaj, kot si nekateri domišljajo, to ne bo funkcioniralo. Torej, ker smo na logističnem kongresu, sporočilo za ta logistični kongres, kam gremo? Jaz bi rekel predvsem, da se mogoče navidezno zdi, da bo ves ta protekcionizem, zapiranje v svoje meje, povzročil nekako manj logistike, manj premika blaga. Jaz mislim ravno nasprotno, ne gre za manj globalizacije, gre za več globalizacije. Zato, da bomo prisotni na vsakem od teh trgov, ki se zapira, bo nujno seliti na tak in drugačen način proizvodno tudi tja, biti tam prisoten z svojimi proizvodnimi kapacitetami, kompletnimi dobavnimi verigami, tako da jaz mislim, da ne bo manj gibanja v tem kontekstu, ampak več. Jaz mislim, da pomen logistike nikakor ne upada, obratno narašča in v tem kontekstu so seveda velike tudi priložnosti, tako da s tem namenom sem tudi jaz se pridružil, da poskušam dati ta nek širši okvir razumevanja velikega pomena in priložnosti v končni fazi tudi slovenske logistike kot take, kot izjemno pomembna vrata v samo Evropsko unijo, kjer lahko naredimo še več, pa istočasno seveda tudi v obratni smeri. Doktor Seljak, najlepša hvala. Hvala vam.